Danes v novicah med drugim 4. praznovanje Svetovnega dne čebel. Kozinova zidanica pred novimi izzivi. V 2 letih novi prostori osnovne šole Ane Gale. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čebele so izjemno pomembne za kmetijsko in biotsko raznolikost, saj skrbijo za opraševanje rastlin. Zaradi okoljskih sprememb pa je njihovo življenje vse težje. Tudi na to nas opominja današnji Svetovni dan čebel, ki ga letos obeležujemo že 4. 20. maj je bil izbran zato, ker se je na ta dan leta 1734 v Breznici pri Žirovnici rodil začetnik sodobnega čebelarstva Anton Janša. S čebelarstvom pa je povezan tudi današnji podpis donatorske pogodbe v Mirni Peči. Poglejmo prispevek. V paviljonu Čebelji svet so se ob tej priložnosti posvetili življenju in delu priznanega rojaka, poklicnega čebelarja Lojza Kastelica. Del očetove bogate čebelarske zapuščine je namreč njegov sin Igor s podpisom donatorske pogodbe z županom Andrejem Kastelicem predal muzeju. Vse veste, kako je, ko zapuščino, nasledniki ne vedo, kaj bi s tem počeli. In karkoli je bilo, da sem imel, sem pač se odločil, da podelim muzeju. Danes smo pridobili 47 knjig, ki jih je on uporabljal. Se učil iz njih preko 480 revij čebelar. Na ogled pa so med drugim staro leseno točilo medu in panjske končnice. Županu Andreju Kastelicu je bil čebelar mali stric. Tudi moji brat in sestra so pri njemu delala, kajti on je v preteklosti, tam v 70. letih, kar zaposloval ljudi, kajti je bil velik proizvajalec matičnega mlečka in marsikdo se je naučil čebelarjenja, tako iz naših koncev, kot še kot drugod iz Slovenije, pravega čebelarjenja, ki je tudi dajal neke dobre dohodke. Kastelic je denimo leta 1962 pridelal 79 kg matičnega mlečka, kar je bil v takratni Jugoslaviji svojevrsten rekord. Za svoj prispevek k razvoju slovenskega čebelarstva je prejel najvišja odličja. Priznanje mu je leta 2001 podelila tudi občina Mirna Peč. Ja, tudi jaz sem bil pri njemu med počitniškimi praksami, smo pobirali matični mleček, bil je en prvih proizvajalcev matičnega mlečka. Čebelarji so sicer izjemno ponosni na današnji praznik. Pozivamo vse kmete, vse recimo vinogradnike, vsi, ki škropijo, naj škropijo takrat, ko so čebele v panju. Ne škropiti sred dneva, opoldne, takrat, ko je cajt. Brez čebel bi namreč hrane primanjkovalo, ogroža pa jih ne le varoja, zajedalec, ampak tudi človek, poudarja Kobe. Na Trški gori so se rojevale skladbe enega največjih slovenskih skladateljev in prvega slovenskega filmskega skladatelja Marjana Kozine. Zidanico, v kateri je preživel največ časa in v kateri je med drugim nastala znamenita Kekčeva pesem, bo novomeška občina obnovila in ji vdahnila nove zgodbe. Kozinovo zidanico, ki jo je že pošteno načel zob časa, je novomeška občina pred nedavnim kupila, zdaj pa načrtuje njeno celovito prenovo. K projektu so pristopili še glasbena šola Marjana Kozine, trškogorski vinogradniki in Društvo slovenskih skladateljev. Vsi obetamo, da bo to mesto postalo dobro izhodišče ene pristne ustvarjalnosti, torej ne samo spomina na izjemnega ustvarjalca, temveč tudi kraj, kjer bodo lahko umetniki ustvarjali, se srečevali. Z našimi učenci se trudimo, da poleg teh naših rednih nastopov tudi oživljamo, se pravi, kulturno dediščino slovenskih skladateljev. Marjan Kozina velja pa kot en največjih slovenskih skladateljev, tako z našimi učenci kot z našim simfoničnim orkestrom. Tako da pri tem projektu pa se veselimo tega sodelovanja. Kot prvo nas je župan prosil, da se ta zadeva za začetek uredi, tako da smo organizirali res vinske trte v tem vinogradu, da malo lepš zgleda. Zdaj v začetni fazi bomo pomagali občini malo z nasveti. Želja je obnoviti objekt v prihodnjih 2 letih, pri čemer na mestni občini upajo na sofinanciranje iz naslova ohranjanja kulturne dediščine znotraj načrta za okrevanje in odpornost.
Ta trenutek še nimamo finančne ocene, gre kar za zahtevno obnovo, ker bo kar nekaj elementov kulturne dediščine treba ohranjati. Mi pripravljamo že projektno dokumentacijo. Pobuda za ureditev Kozinove zidanice v hišo slovenske glasbe je sicer prišla z Ministrstva za kulturo. Želimo si, da to postane hiša slovenske glasbe, da bo Društvo slovenskih skladateljev znalo prezentirati to tudi izven naših meja. Predvsem si pa želim kot glasbenik, da bi otroci čim bolj obiskovali ta dom in imeli neki vzgled. Na zidanico ima lepe spomine Kozinov nečak Mišo Andrijanič, saj sta tam s stricem velikokrat zaključila svoja potepanja. Vsak kamen, vsaka stvar je bila povezana tle v Trški gori z njim. Vino za njega je bilo samo eno, imenoval ga je Marica iz tega vinograda. V vinogradu je še danes 3500 trt, v prihodnje pa naj bi ga preuredili v manjšega. Po 2 podpisih pogodb pa k novim pridobitvam. V Sevnici se bodo nove stavbe veselili čez 2 leti. Izgradnja nove osnovne šole Ane Gale je ocenjena na 2,3 milijona evrov, občina pa je na zadnjem razpisu Ministrstva za izobraževanje za to naložbo prejela skoraj 1,1 milijona evrov. Objekt, v katerem trenutno izvajajo program osnovne šole s prilagojenim programom, je, kot smo že poročali, neustrezen. Tako je v objektu v bistvu 95% imamo prisotne arhitekturne ovire, ki nekako onemogočajo gibanje vsem učencem in učenkam, ki jih imamo. V objektu trenutno ne razpolagamo s specialnimi učilnicami za gospodinjstvo in računalništvo, ravno tako pa manjkajo, nujno potrebujemo prostore za izvajanje higiene otrok, ki to potrebujejo. Hkrati nam manjkajo tudi površine za športno vzgojo in pa eksterna knjižnica, ki je v bistvu niti nimamo. Na šoli, ki jo trenutno obiskuje 31 otrok iz občin Sevnica, Škocjan in Radeče, se nove šole že zelo veselijo. Zelo vesel in ponosen sem, da bojo lahko naši otroci končno se prosto gibali vsi povsod. Stavba bo v bistvu brez arhitekturnih ovir, sicer bo nadstropna, ampak bo imela dvigalo. Imeli bomo senzorno sobo, ki jo sedaj nimamo, pa bi jo nujno potrebovali. Pridobili bomo tudi športne objekte. Na občini Sevnica so v preteklem tednu oddali javno naročilo za izbor pripravljalca projektne dokumentacije. Nekako cilj je v letošnjem letu pridobiti gradbeno dovoljenje in v letih 2022 in 2023 ta nov objekt tudi zgraditi. To je velik napredek, to je velik korak naprej za te otroke, ki so s posebnimi potrebami, potrebujejo drugačen prostor, bolj zahteven prostor. Otroci so veseli vsake novosti, ki jo pridobijo, ker s tem pridobijo tudi na lastni samopodobi, tako da mislim, da bojo preprosto navdušeni, ko bodo prišli v nove svetle učilnice, v učilnice, kjer ne bo nujno zamakalo, v učilnice, kjer bodo imeli veliko več prostora, kot ga imajo tukaj. Nov objekt bodo zgradili v središču mesta, v neposredni bližini osnovne šole Sava Kladnika in blizu zdravstvenega doma in ostalih storitev. Krajevna skupnost Drska je največja krajevna skupnost v dolenjski metropoli. Večletne želje tamkaj živečih ljudi, da bi imeli na območju krajevne skupnosti lekarno, so se uresničile danes. Družina Novak je v sklopu nakupovalnega središča nad okljukom reke Krke namenu predala novo lekarno. Lekarniška zgodba družine Novak se je začela leta 1994, ko so 20. maja na Novem trgu v Novem mestu odprli prvo zasebno lekarno na Dolenjskem. 27 let pozneje pa je zaživela nova lekarna na Drski, delu dolenjske prestolnice, kjer Novakovi tudi živijo. V tej krajevni skupnosti smo kar precej povezani med sabo. In so me krajani skozi spraševali, zakaj morajo na Novi trg, da naj jaz pridem bližje. In so prišli. Se pa lekarnarji prilagajamo potrebam in v času epidemije smo bili in smo še najbolj dostopni ljudem, še dodaja Novakova. Poslanstvo ostaja ves čas enako, se pravi preskrba prebivalcev zdravil in z vsemi pripomočki, ki pripomorejo za varovanje zdravja. Paleta izdelkov se povečuje, je pa na prvem mestu znanje, da ljudem zna svetovati. Še dodaja Nina, ki je 3. generacija Novakovih, ki se je zapisala v farmaciji. Krajani krajevne skupnosti Drska so že
mnogo let opozarjali na to, da je še ena lekarna potrebna v Novem mestu. Nova lekarna ima sodobno zasnovano notranjost. Strankam so na voljo zdravila na recept in brez recepta, prehranska dopolnila in široka paleta pripomočkov, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja. Tukaj smo se trudili, da je res ta lekarniški ambient res jasen. Sodeč po odzivih prvih obiskovalcev, jim je to več kot odlično uspelo. Novomeška Krka pa je objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju tega leta. Skupina Krka je imela v tem obdobju skoraj 396 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14% manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Pri tem je ustvarila za 86,4 milijona evrov čistega dobička oziroma za odstotek več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Dolenjskem farmacevtu nameravajo letos sicer pridobiti registracije za 16 novih izdelkov. Veliko pozornost namenjajo varnosti in preverjanju tveganja v vseh procesih razvoja, proizvodnje in uporabe tako učinkovin kot končnih izdelkov. Stroški razvijanja so v prvem četrtletju znašali skoraj desetino prihodkov od prodaje oziroma 4% več glede na enako lansko obdobje. Pri Brestanici, kamor smo se preselili s sliko, pa je dopoldne med urjenjem na vojaški vaji Jadranski udar helikopter Eurocopter Tiger po trčenju z električnimi vodi zasilno pristal. Nihče od posadke ni bil poškodovan. In za konec še v Belo krajino. Na Pezdirčevi njivi v podzemlju pri Metliki, kjer so v minulih letih med arheološkimi izkopavanji odkrili že nekaj izjemnih najdb, dragocenih tudi v evropskem merilu, smo znova opazili arheologe. Lani so na Ljubljanskem inštitutu za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU začeli z velikim raziskovalnim projektom na temo Bele krajine v železni dobi, v tem sklopu pa izkopavanja na grobišču Pezdirčeve njive nadaljujejo tudi letos. Saj tam vsako leto z vsakoletnimi novimi odkritji, ne samo, da prihajajo nove imenitne najdbe, ampak se vedno znova odpre še več novih znanstvenih vprašanj. In s tem ciljem, da bi odgovorili še na nekatera povsem sveža znanstvena vprašanja, se bomo vrnili na, če temu rečem, kraj zločina tudi letos. Na Pezdirčevi njivi so namreč odkrili šele drugo grobišče, ki ga pripisujejo viniški skupnosti, gre za čas mlajše železne dobe na območju Bele krajine. In imamo zdaj tukaj s temi novimi raziskavami pravzaprav šele prvič možnost to tudi znanstveno, arheološko raziskati, preučiti to kulturo in jo seveda tudi predstaviti širši javnosti. V novi stalni arheološki razstavi, ki bo dopolnjena s pomembnimi najdbami zadnjih desetletij. Bela krajina je namreč arheološko zelo bogata in tudi raziskana, žal pa je bil Belokranjski muzej dolgo brez kustosa arheologa, kar se je letos k sreči spremenilo. Zato smo vključili različne vsebine, ne samo ambientalne postavitve, interaktivne predstavitve, tudi potem didaktične kotičke, da skušamo s to prenovo nekako nadoknaditi ta manko. Poleg najnovejših odkritij pa bodo z razstavo spomnili tudi na zgodovino slavnih belokranjskih najdišč, od koder so bogate najdbe razpršene malodane po vsem svetu. Tako, to so bile današnje novice. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjič. Bodite lepo.